Ja, nič. Tako enostavno. Skratka, nahajamo se v NLB-ju, kjer sva z mamo prišla na banko. Mama je cepljena, zelo sva kulturna, zelo sva prijazna. Gospa poslovodkinja zaradi tega, ker ona mora imeti masko, zahteva masko tudi od moje mame. Gre za klasično diskriminacijo. Z mamo sva prišla v miru. Mami, tukaj bod, pa ne si dajati maske gor. Mama je cepljena. Enostavno so, glede na to, da je njihova stranka že več kot 30 let, enostavno so jo odrezali po liniji najnižjega odpora. Skratka, več kot 30 let je njihov klient in mama se je cepila, da lahko svobodno živi. In zdaj jaz sprašujem vprašanje, ne? A se vam zdi to zdaj ok? Se pravi, prebolela je COVID, cepljena je in še vedno ne more v miru opraviti transakcije. Seveda je gospa poslovodkinja želela, da nas postreže, ampak je rekla, dajte samo za mene masko gor. Veste, ni meni problem dati za vas masko gor. Samo jaz to ne delam za vas, ampak to delam samo, da pokažem, pa daj saj mal hrbet upogan. Ni enostavno se s tem ukvarjati. Ta naša borba za svobodo zahteva veliko energije. Ker se gospe ne da poslušati in brati zakonov o diskriminaciji, je najlažje, da je zdaj ona recimo jezna na mene pa na mojo mamo, ker vse, kar hočeva, je, da dvigneva oziroma opraviva storitev, je najlažje pritisniti panik gumb, a ne? S tem, da nihče od naju ni delal nikakršne panike. Vklopil sem se v živo samo iz enega razloga, da se lahko vidi, da ne gre tukaj za nikakršno provokacijo oziroma karkoli. Samo jaz vas sprašujem, a je zdaj to res normalno? Cepite se, pa se bomo vrnili v normalnost, ampak daj še malo masko gor, pač, saj veš, daj za mene. Pa dobro, mi naredimo za vas to, da se cepimo s cepivom, za katerega nihče ne prevzame odgovornosti, vi pa za nas ne morete biti toliko fair, da potem, ko ljudje prevzamejo odgovornost na osnovi tega pumpanja več kot 1 leto in pol, potem pa niste niti toliko fair do njih, da lahko opravijo eno preprosto storitev. Skratka. Mama, je dobro? Dobro. Samo počas. Ne, na tej banki. Največja stvar je v temu, ja. Lahko bi zdaj si mama ostala in šla na drugo banko, kjer bi nas normalno ljudje razumeli. Ampak kaj smo to naredili? Pokazali smo na nek način tem ljudem, da imajo prav v njihovi nevednosti. Najprej me je pred vhodom klasično dočakala študentka, se veste, preverjam to, preverjam uno, ampak v končni fazi nisem jezen na njih. Vem, da samo opravljajo svojo službo, bi bil pa najbolj srečen, če bi opravljali službo znotraj zakonov, kateri so jasni in lepo zapisani. Zdaj pač tukaj čakamo, da vidimo, kaj se bo zgodilo, ampak
ponavljam še enkrat. Nisva zganjala nikakršne panike, vse, kar hočva, je kot stranka normalno opraviti določeno storitev. Več kot 30 let. In v zahvalo, kaj dobiš to. Jaz vem, da mnogi podpirate in razumete to vrstne ukrepe in nimam težav s tem. Mene to nič ne moti. Pred mano je pleksi steklo, gospa na drugi strani recimo ima masko. Tako da ta zgodba z maskam razumnemu človeku je lahko pač jasna, da se pravi, tukaj se ne gre za zaščito mene oziroma mame, tukaj se gre striktno za to, da pač pokažemo, ja, vi ste naši sužnji, po domač povedan, in delali boste tako, kot bomo mi rekli, in kršili vam bomo vaše ustavne pravice, ampak zato, ker to mi lahko, zato, ker vas pač mi držimo v pesti. In žal mi je, ponavljam še enkrat, da se moram snemati. Snemam se striktno zaradi tega, da ne bodo kasneje lahko govorili, prišel je noter, vpil je, razbil, grizel. Ne, prišel sem noter samo pač v spremstvu mame, ker vem, da v nasprotnem primeru bi ona lahko to opravila zelo normalno. Prišla bi noter, dala bi si masko gor in tako naprej in tako naprej. Ampak vi ste, gospodje in gospe, moja mami je z očetom volila za samostojno Slovenijo in ni volila zato, da bi čez 30 let oziroma po 40 letih, ko je zlomila hrbet v tej isti Sloveniji, da bi jo potem nekdo še tako poniževal. Delavcem, kateri so lomili hrbet v Sloveniji 40 let, 35 let, 30 let, bi v istih teh ustanovah posebej za njih lahko imeli vhod z rdečim tepihom, ne pa da uporabljajo rdeč tepih za molčeče in pozebe in tako dalje in tako dalje. Jaz vem, da je to moje razmišljanje čudno v vaših očeh, ampak dejstvo je eno, delavci so zgradili to državo in oni plačujejo te, ki vas maltretirajo. Še danes. Marsikaj bi se lahko še povedali, samo bomo raje zadržali za sebe. Najbolj žalostno je to, da bi zdaj lahko že zdavni bili konc in bi bilo vse ok, ampak ne, pač nekdo prekleto sledi navodilom. Ponavljamo še enkrat, navodila niso zakon. Če pa pride to v zakon in če to sprejmejo v zakon, potem nam ne preostane nič drugega, kot da spoštujemo ta isti zakon. Vladanje z odloki 2700, verjetno jih je zdaj že kaj več, pa ni zdravo, ni človeško. Še posebej ne v takšnih situacijah. Tako da pustimo se presenetiti. Ponavljam še enkrat. Takšne stvari zahtevajo veliko energije. Včasih se vprašam, a je vreden, a je smiselno. Po drugi strani si pa rečem, svoboda nam je postala samoumevna. Pozabljamo, da ni prišla sama od sebe. Veliko ljudi je položilo svoje življenje za to, da smo danes mi lahko
do še pred 2 leti nazaj na nek način in imeli nekaj časa, dajmo reči, demokratične pravice, živeli smo dokaj svobodno, normalno, logično je, vsak posameznik ve zase najboljš, kako se znajde in tako naprej. Ampak to, kar se dogaja zdaj v trenutni situaciji, to je pa katastrofalna polomija. Nimam nič proti ljudem, kateri so zaposleni v javni upravi in vem, da veliko ljudi reče, da jih je preveč zaposlenih. Jaz bi rad videl, ker bi jih bilo lahko še 10% več. Tako bi saj 10% manj brezposelnosti bilo. Nimam težav s tem. Razumem njihovo pozicijo, manj delajo, mogoče dobijo kakšen dodatek, njim je v redu, oni se ne obremenjujejo s tem. Ampak, kaj ne rečem, na srečo obstajamo ljudje, ki nas ni sram povedati na glas tisto, kar si mislimo, in nas ni sram ščititi, stopiti v bran našim pravicam, za razliko od marsikoga, ki bo pač malo potrpel, malo si bo dal maskice gor, njemu je v redu, dober je tako, ni bed, nisem lačen in tako naprej in tako naprej. Evo, prišel je tudi gospod varnostnik, jaz sem prej klical že policijo sem obvestil, kakšna je situacija. Dober dan, gospod. Ja, sem klical policijo. Ja. Policijo sem obvestil, kakšna je situacija in policaj mi je lepo rekel, da oni zaradi tega ne bojo hodili na kraj dogodka. In tukaj je zdaj samo volja gospe poslovodkinje, ki je na kakršenkoli način želela, da izpademo mi, dajte saj malo maskice gor, pa vam bo okej. Jaz nimam nič osebno proti njej, jaz sploh nisem jezen na njo. Ampak enostavno upam, da me ljudje razumejo potem, da jaz samo zagovarjam našo ustavo, naše zakone, naše pravice. In ne bom dovolil, da mi nekdo na osnovi tega, ker se zdaj maske prodajajo kot po maslu in potem jih imamo po naravi, po tleh, v parkih, na cestah, smetimo z njimi. In ne bom podprl smetenja zemlje. Samo vprašajte se, koliko mask je zdaj v rekah, koliko mask je v gozdovih, koliko mask je v parkih. Zakaj? V redu. Mami me malo zdaj že kritizira, ker preveč govorim, ampak vem, da vi ne marate tišine. Počakaj, manj, da se kje, da se vse v redu. A so zraven mene usedla? No. Gospod varnostnik, oba dva sva kot stranke, snemam samo iz striktno razloga, da ne bodo potem rekli, da sva z mamo. Da ne bo pol izpadlo, da sva z mamo upila. Najprej bi rad povedal, da spoštujem vaše delo in mi je žal, da se morate zdaj s tem ukvarjati. Mama je stranka več kot 40 let Ljubljanske banke in danes je gospa doživela diskriminacijo strani poslovodkinje. Mama je cepljena. Kljub temu, da nihče od njih nima pravico gledati v njeno zdravstveno stanje, ker nihče od njih ni zdravnik. Mama je rakov bolnik in ne želi mi povzročati stresa in mislim, da si ne zasluži tega, da je kdorkoli od ljudi, kateri nimajo zdravstvene stroke, pregleduje njen karton. Vse, kar želiva je, da mami opravi storitev, ki ji pripada po Ustavi Republike Slovenije in je zapisana v zakonu, da ne podpiramo nikakršne diskriminacije. Mama je cepljena, ne potrebuje maske. Kot vidim, vi imate masko, spoštujem vašo odločitev. Maske so obveza, maske niso zakon. NIJZ je rekel na začetku pandemije, da maske niso za uporabo preprostih ljudi. Vse, kar želimo, je, da poveste gospe poslovodkinji, da jaz vse odpuščam in da jo samo prosim, da mami opravi storitev in da gremo lahko na pot. Navodila niso zakon. Priporočila niso zakon. Priporočilo je, če se jaz hočem odločiti ali nočem. Zakaj se je mama cepila? Zato, da ne bo potrebovala mask in zato, da bo lahko potovala. Ne zato, ker bi se bala virusa, ker je virus prebolela, še preden se je cepila. Tako da prosim vas, policijo sem že klical. Policija mi je lepo rekla, gospod Čordič, zaradi tega
ne bomo prihajali v Novo Ljubljansko banko. Jaz sem rekel, gospod policaj, jaz to vem, hotel sem samo, da gospe slišijo. Jaz vem, da bo izpadlo, da sem jaz zdaj karkoli, ampak jaz tukaj samo zagovarjam naše ustavne človekove pravice. In jaz vem, da vi mene razumete, zato bi samo prosil, da poveste gospe, opravimo transakcijo, 2 minutke, gremo ven, zadeva zaključena. Gospod varnostnik, ponavljamo, navodila niso zakon. Ko to sprejmemo v zakon, bo mami dala gor gas masko, ker tukaj smrdi po diskriminaciji iz vrha. In jaz razumem, da je ljudem na vrhu lepo, ampak te ljudje na vrhu plačujejo delavci in upokojenci, kot so moja mama, moj oče, moj stric, moja teta, moj sosed, moja soseda, vi, vaša mama, vaša babi in tako naprej. Snemam iz razloga samo zato, ker ne želim, da bodo potem v novicah pisali, da sem prišel z mamo ropati banko. Mi ne ropamo, mi hočemo samo svoj denar dvigant, da gremo lahko trošati. Gospa, to je zelo neprofesionalno z vaše strani, diskriminacija klasična. Ne gremo. To, kar se dogaja, je diskriminacija. To je zelo grdo. Moja mama, 40 let delovne dobe, polna delovna doba, več operacij na hrbtu, operacija na roki, si zasluži to, da jo diskriminiramo v Novi Ljubljanski banki. In v redu, ne greva ven, dokler ne dobimo storitve za mojo mamo. Res ne. A lahko pokličete gospod poslovodkinjo, da ne vpijem? Dober dan. Pozdravljeni, gospod policist. Lahko, ampak takoj, ko opravim storitev. Ker sem klical jaz tudi policijo. Dokazilo PCT smo že pokazali, mami, izvoli. Izvolite, gospa Čordič. Gospa poslovodkinja, jaz sem sam osebno klical policijo. Ne delam nič. Prosim, če lahko dobim ime od zaposlene, pa vaše ime. V redu. Potem bom poprosil za vaše ime. Kaj, gospa? Da moja mama kot cepljena oseba ne more dvigati svojega denarja, da svoje penzion... Seveda, da je težko, ker mi kršite moje ustavne človekove pravice, a se vi tega zavedate. Jaz imam... Vse veste, kje morate stati pa jim povedati, da umaknete... Še stojim že eno leto in 8 mesecev. Ne, meni je ratal. Kaj mi je ratal? Še vedno odlok velja? Velja, odlok. Jaz spoštujem zakon in ustavo Republike Slovenije. Po pogovoru, vi spoštujete vlado, ki pravi za policije, ki gospod minister pravi za policaje, kaj, da so mevže. Vi spoštujete vlado, ki vam krši. Vem, mami, sam pač vidiš, da nas noče postrežiti. Lahko samo en dokument, prosim, najprej. Postopek se snema. Gospa, še en vaš dokument, bi prosim. Upam, da ste zdaj veseli. Ne, nisem vesela, Niste. Ukvarjam, da imam po nepotrebnem, res No. po nepotrebnem. A je bilo toliko težko, se pravi, da mami dvigne denar, ker midva bova danes dvignila denar. Ja, gospa, bo, ker maska ni zakon. V živo, potem boste pa rekel, zmagal sem, potem bom pa jaz imela tukaj na naval ljudi. Lepo vas prosim. Lepo vas prosim. Ne, resno, no. Se pravi, je zdaj problem, ker snemam, da ne bojo mogli govoriti kasneje, da sem upil po banki. Na Trgu Republike, ne tukaj, no, to je banka, to je... Gospa, a jaz delam slučajno kaj protiustavno? Samo to mi povejte. A jaz delam kaj protiustavno? Vaš hišni red, ne morete vi meni
z obvestilom oziroma ne morete. Jaz poznam svoje človekove pravice in Zlatan. Zlatan. Ja. Glejte, tukaj veljajo njihova hišna pravila in se je pač treba podrediti in jih treba upoštevati. Aha, se pravi, se gre za podreditev. Potem pa prosim, Ne, zaradi tega, ker je treba upoštevati hišni red. Vse posod, ki je pač napisan hišni Ja. red, ga je treba upoštevati. Tako Ja. ga je treba upoštevati v bloku in v naselju. ja, gospod Tako ga je policist, treba midva, tudi upoštevati ja, v midva se oba dva dobro zavedava, da je... Ne bom jaz ničesar ne komentiral, glejte. Prosim, Ne boš dala maske gor. To oni hočejo, ne boš dala maske gor. prosim za dokument. Lahko, a mi ga boste vrnili? Ne rab mama maske. Dej samo mama pulc odi iz tu, kot slike iz vuc, van. Tu, ovdje. Izvolite, gospod. Hvala. Se pravi, gospa poslovodkinja misli, da gre tukaj, kdo bo zmagal. Tukaj se ne gre, gospodje, kdo bo zmagal. Tukaj se gre enostavno, da se javi posameznik ali posameznica, in verjetno nisem edini, hvala vam, ki mu ni vseeno, da se nam kršijo z odloki oziroma s priporočili naše človekove pravice. Definitivno bi zadeva bila že zaključena pred verjetno 15 minutami in upamo na najboljše. Dva policista, dva varnostnika za upokojenko in pisca glasbenih besedil. Ne, se opravičujem. Jaz sem bil zelo korekten, zelo spoštljiv, vse vam posnet, spoštujem vaše delo, spoštujem tudi vaše delo. Upam, da vi razumete, da tukaj ne gre za kakršenkoli upor, tukaj ne gre za nič drugega, razen to, da si mama zasluži, da jo po 40 letih, ki je njihov klient, da jo postrežejo in da midva greva. Ker je gospa cepljena, prebolela, jaz sem prebolel, imam proti telesa. Ko bodo v zakonu, bom spoštoval. Mojo mamo nihče ni obvestil po pošti kot klienta o tem, da bo mogla... Na vhodu oziroma na vsaki trgovini, na vsaki poslovalnici je na vhodu napisano obvestilo in ne. Gospod policist, vi veste bolj kot jaz, kaj je ustava in kaj so zakoni. In hišni red je hišni red in jaz spoštujem njihov hišni red. Ja, ampak njihov hišni red ne more posegati v moje oziroma v moje telo, na moje telo. Njihov hišni red prihaja do diskriminacije, medtem ko oni meni zdaj recimo hočejo preko priporočil NIJZ-ja, katere NIJZ sam na začetku rekel, da te naše maske niso dobre za preprostega državljana, ampak normalno ve se, kje se je. Potem, ko se je pa videl, da se bo dal na maskah zaslužiti, so pa rekli, dajmo imeti maske obvezne. In danes vidimo, da so maske po parkih, po gozdovih, samo pri nas v Sloveniji. Zdaj pa, če se vprašamo po celi Evropi, po celem svetu, in jaz ne bom podprl smetenja na ta način, ker vsi vemo, da dal so ljudem... Je pa stvar posameznika. Vem. Ok, ne bom govoril preveč. Posamezniki določeni oziroma odgovorni za te stvari. Vem, ne bom govoril preveč, Ne vi. ker res sem že večkrat to povedal, verjamem, da je ljudem jasen, ampak ponavljam še enkrat, vse, kar si želiva, je, da opraviva storitev. Razumem
Mama dvigne pošteno zasluženo penzijo Gospod, in greva trošati. glede na to, da odgovorna oseba, poslovalnica NLB, Ja. spoštuje hišni red in pač Moja brez mami, tega, ja. brez tega očitno ne bo šlo, potem ne vem, potem boste verjetno mogo zapustiti banko pa druge. Se pravimo, še enkrat ponavljamo. Glede na to, da so varnostniki tukaj in sem prosil, da verjetno zapustite ali pa si nadanete masko. Niso me še. In če tega ne boste upoštevali, je pa druga stvar. Ne? Jaz bom upošteval takoj, ko opraviva storitev. Ponavljam še enkrat. Se pravi, ona pričakuje od moje mame, da si saj masko ima dal gor. Medtem, ko je moja mami spoštovala pranje možganov preko medijev, za cepljenje, kater nihče noče prevzeti odgovornosti, in tudi ko mlado dekle umre pred 20 letih, nihče ne prevzema odgovornosti in je normalno, da lahko mi, se pravi, ona je to spoštovala veliko več. Tukaj v banki ji pa nočejo iti niti nasprot zaradi maske. A vidite vi, kaj se dogaja? Se pravi, samo po ljudeh je treba hoditi, če bi si pa slučajno... Ne, pač, to so... Ne, ampak bomo pa pol zamenjali banko, ne? Glejte, zdaj se vas naprošam, glede na to, da se dela vrsta, ker ne smejo od drugih strank noč spustiti, ker ne uporabljate mask, da se ne denete masko, odpravite storitev. Vljudno se vas naprošam. Mami, meni je zelo žal, jaz sem ponavljam še enkrat. Gospodje, imamo distanco. Maste maske. Vse, kar je potrebno, samo upravimo storitev in gremo ven. To je minuta. Zakaj nam nihče ne more priti nasprot? Se pravi, mami je prebolela COVID, pa se je cepila, samo da povem do konca. Se pravi, mama je Vsak vas razume po eni strani. Vem, Dajte vi nas razumeti. jaz vas popolnoma razumem. Razumite gospoda varnostnika, gospod poslovodkinjo in če imajo oni hišni red sprejeti kakršen imajo Ja, in vas potem tudi ne bojo postregli. ampak Ne bojo to, gospod policist, potem bi jaz lahko kazensko ovadil gospo poslovodkinjo in glede na to, da ste tukaj, jaz bi z vami to naredil, se da prek vas to narediti. Na zasebno tožbo. Aha, Če se vi ne strinjate z njihovimi odločitvami. ne da se ne strinjam, njihove odločitve in gre za Njihov sprejet hišni red. njihov sprejet hišni red, gre za klasično diskriminacijo zdaj v tem momentu. Klasična diskriminacija se dogaja. Meni ni všeč, da se jaz moram s tem ukvarjati, res mi ni všeč. Nimam nekih želje, volje, energije za to, to mi več energije vzame, kot pa, da ne bo pomote, ne uživam v tem zdaj, ker moramo biti tkle. Enostavno bi bila zadeva že zaključena v minutki. Samo če bi gospodje z njihove strani, kakor so naredili večinoma državljani, so jih upoštevali, kljub temu, da nihče ni prevzemal odgovornosti, so se cepili zato, da bodo lahko svobodno živeli, ampak danes še vedno, ko pridemo, vidite, kaj se dogaja. Ampak gospa verjetno Se pravi- ima svojega nadrejenega, ki ga mora tudi upoštevati. Ja, ampak ne bom jaz Če ga ne bo upoštevalo, potem bo verjetno tudi kakšna disciplinska na njeno. disciplinska, se pa spet o nedemokratičnem posegu v njene pravice. Glejte, jaz samo povem, kaj je lahko možnost. Jaz, Glede na to, da hišni red, ki ga morajo spoštovati, lahko tudi predstavlja kršitev pravnega oziroma razmerja od dela. potem pa, če je to tako, bi jaz naredil z mamo, da midva pač opraviva to zadnjo našo storitev v NLB-ju. Je to, da pač dvigneva od mame gotovino, zapreva račun in odpreva račun nekjer, kjer bodo spoštljivo ravnali do svojih strank. Hišnem redu, da brez zaščitne maske. Mojo mamo nihče ni obvestil o temu. Moja mama ima PCT pogoje. Glejte, na vhodu na vsake poslovalnice je napisano, je obvestilo. Moja mami Ne rabi biti vsak posameznik posebej o tem obveščen. seveda da je. Tudi preko medijev. Seveda da je, ker groba kršitev. Gospod, se opravičujem. Groba kršitev je poseg v človekove pravice. Mi govorimo o temeljnih človekovih pravicah. Sodišče je zdajle. Varnostnik vas je prosil, ali si boste nadel masko, ali boste se Ker se dela zastoj, no, glejte, poslovalnico. razumeti. Gospod varnostnik, Kolikor, gledajte, če mi ne bi bili diskriminirani, bi bili mi že 17 minut ozuni in vi sploh ne bi rabili hoditi tega. Jaz verjamem, da imate pametnejše stvari v življenju za početi, jaz tudi. Mama mora iti z očetom na pot.
Vse, kar moramo narediti, je ena transakcija, 2 klika in greva. V čem je problem? Se pravi, mi moramo upoštevati vse in se moramo upogibati do tal, potem pa, kar rečemo, a lahko samo eno vprašanje? Ne, tih bod. Točno to se zdaj dogaja. In ponavljam, sodišče je pred kratkim dalo ven, da so tudi maske v notranjih prostorih. Ja, mogoče ne spremljate, ampak jaz zelo dobro spremljam. In jaz ne vem zdaj, glede na to, da se gre za resno vejo oblasti, jaz spoštujem zakon in ustavo. Če pa karkoli delava z mamo protipravno, protizakonito, Glede hišnega reda. hišni red ni zakon. Je pa njihovo pravilo. Ja, ampak njihovo pravilo ne sme potegati, njihovo pravilo ne sme posegati v mamino telo, moje telo, vaše počutje. Če dam jaz masko gor, jaz se ne počutam dobro. Jaz prevzemam odgovornost zase. Ne želim, ponavljam še enkrat. Glede, jaz vas zastopim, tako sem že prej rekel. Ja, jaz sem klical policijo in je rekel gospod policist, je rekel, mi ne bomo zaradi tega sem hodili, ker ni to prvič, da se dogaja, se pravi, ni to prvič, da se dogaja. Zato dvomim, da je rekel. Ja, res je rekel, ker sem ga klical na 113. Da je rekel, da mi ne bomo vsem hodili zaradi tega. Ja, tako je rekel. Ampak ponavljam še enkrat, fanta, če bi gospa poslovodkinja, počakaj še malo, mami. Ne, počakaj še malo, no. Glede na to, da mi ne moramo nič doseči, Da, je vas, kar imate tudi prav, ja, mi tudi vemo, kaj se dogaja s tem maskami in cepivi in tako naprej. Glede na to, tudi da poslovodkina vas ne bo spustila, ja, glede da vi pač upravite to storitev, ja, smo mi lahko do konc poslovalnice, dokaj se ne zapre. ja, pa si, ja, Glede na to, da vaše zdravstveno, mislim, vašo mamo zdravstveno stanje ni glih v redu, Ja. kot ste rekel, mislim, da vi z njo ta trenutek. a ja, zdaj bi ti obrnil ploščo, da sem jaz tisti, ki svojo mamo... Skoče jed, pa vidim, da je tudi pač tako nervozna, mislim, da pa vinijo zdaj. Ne, mama ni nervozna, mama samo ni navajena, da si zasluži to poslušaj, fant, po 40 letih delovne dobe. A si to moja mama zasluži, da ne more dvigati svojega penziona? No, potem pa ne obračite besed, da bi jaz karkoli hotel slabega povzročati svoji mami. Lahko pa vprašate mojo mamo, kako se je počutila, ko so prodajali mojo bosansko družino, pa ste bili vsi tih. Takrat pa noben ni obračal, ker je rekla gospa, da spoštuje vlado Republike Slovenije. Super, spoštujete nekoga, ki bo prodajal bosansko družino in otroke kot WC krtačke. Prosim lepo, da pokličete poslovodkinjo, da opravimo storitev in zapustimo banko v miru, kot smo enako prišli, in spoštujte. Ja, poslovodkinja je rekla, da ne bo tega naredila, pokličite nadrejenega od poslovodkinje. Moja mama je klient Nove Ljubljanske banke z očetom. Verjetno od poslovodkine ne bo tega dovolil. Potem pa pokličemo nadrejenega od nadrejenega. Glejte, tako je že gospod rekel, lahko smo tudi do večera. Bomo pa do večera tukaj. Zaradi tega, da do večera Bomo do večera tukaj. bojo varnostniki povedali, ker je tukaj njihovo varovano območje, kaj bo sledilo naprej. Aha, se pravi, bomo naprej šli na varianto, boste zvlekali mene in mamo ven zaradi tega, ker je mama cepljena in zaradi tega, ker sem jaz prebolevnik. Nisem rekel tega. Ja, tako bo izpadla na koncu, kot vidim, kam ciljate. Ja. Jaz bi sam prosil, da mama dvigne eno storitev. Povedala, vi zahtevate od mene nemogoče po eni strani. Ni res, gospod. Jaz zahtevam, da samo spoštujete zakon Ustave Republike Slovenije. Zahtevam, da spoštujete vašo prisego. Samo to zahtevam. Jaz delam vse. Hvala lepa. Tukaj se pa potem super razumeva. Predlagam, da se usedete zdraven. Katerega mora vsak tudi spoštovati. Gospod policist, hišni red. Dajo tako uredbo, Gospod policist, hišni red ni v zakonu. In če bi bil njihov hišni red, da jaz pridem sem v njihovo banko in da jim moram pokazati dokument, ta vozniški, ni panike, ampak nekaj, kar posega v mojo intimo, pa ne moram spoštovati kot njihov hišni red, ker vsi vemo, da ne gre za hišni red, ampak da gre pritisk, da gre... potem ne boste postreženi Ja, potem bi pa radi opravili storitev, vidite. in ne boste dobil storitev, a ne? Ja, ampak potem gre tukaj za klasično diskriminacijo. To je klasična diskriminacija.
In ustava je po tem členu zelo jasna. Jaz ne bi tega delal, če ne bi spremljal doktorje prava, če ne bi spremljal odlokov oziroma informacij, kako se sodišče odloča na podlagi tega. In zdaj le vidimo, kaj se dogaja. Ne? Spuščajo stranke, da ne bo izpadlo, da mi delamo gužvo, samo dali so jih na druge šalterje in enostavno preskočijo. Drugi pa pridejo noter, uporabljajo zaščitno masko in se... Ja, ampak drugi uporabljajo zaščitno masko, katero lahko uporabljajo. Vsega mi tudi spoštujemo. V tisti osnovi, do določene mere, tiste mere, katera se ne tiče našega osebnega prostora. Da bo nekdo skozi te maske, ki se delajo ne vem kje, ko se izkorišča ne vem koga, onemogočil nam zdravo dihanje, pač jaz mislim, da smo si ljudje različni in da je to čist ok. Ponavljam še enkrat, zelo bi bilo profesionalno, da bi se zdaj pogovorili s poslovodkinjo, vsaj 5 minut, tako kot ste se z mano, pa mogoče, da ona stop korak nazaj, ker mi stopnjujemo naše korake nazaj že 30 let. Na koncu bomo... Že dvakrat je povedala, da ne bo odstopljal. Ja, potem pa... Zaenkrat imajo navodila, ker jih se morajo držati. Gospod, navodila niso zakon. Dajmo se skoncentrirati. Hišni red ni zakon. Ni zakon, ampak je Ni zakon. Ni v zakon. njihovih delovnih navodilih sprejeto, kako morajo delati. Zdaj, če gospa bo dala masko gor, je poslovodkinja rekla, da bo tako... Ne, gospa ne bo dala maske gor iz principa. A veste, kaj je princip? Iz principa ne bo zdaj dala maske gor, ker nočemo delati težav, ampak hočemo samo, da se spoštujejo naše ustavne človekove pravice in da ne prihaja do diskriminacije. Jaz vem, da je lažje dati mamici za minutko masko gor, ampak na ta način nas bodo lahko vlekli 1 leto, 2 leti, 3 leta in tako naprej in tako naprej in tako naprej. In kadarkoli se nekdo javi, ki izstopi iz množice, dajmo ga hitro zabiti dol v tla, da ja ne bo prišlo do verižne reakcije. Ampak jaz nisem tukaj, da počnem verižno reakcijo. Jaz sem tukaj samo, mami, oprosti, nočem sploh to govoriti, ampak bi bilo zelo, ja, ste zrihtali, seveda, zelo diskriminatorno, zelo pohvalno, prek veze in poznanstva. Se vas naproša, no, glede na to, da so rekli, da ne bojo pravo storitve, pa če lahko zapustite saj testovalnico. Glejte, gospod, te maske, ki jih ljudje nosijo, vlada je naredila tako, kakor da bi dala ljudem brez izpita avto in rekla, izvolite, peljte se. Nihče ne kontrolira, a jih menjajo na 3 ure. Nihče ne kontrolira kulture nošenja mask, pa vsi vemo, kaj se dogaja. In stvar, katera me najbolj moti, da danes kamorkoli grem, gledam po cestah te maske. In iz tega razloga ne bom nosil maske, čeprav kadarkoli sem jo vrgel v smeti. Če bi bil pa prehlajen danes, bi si dal pa masko iz kulturnih razlogov, da ne bi raztresel svojega prehlada okoli prostora. In to mislim najbolj iskreno in najbolj resnično. Ne, počakaj še malo. Daj pokliči oči, pa naj te zamenja. Daj vse se, prosim te, pejt k meni. No, daj, počakaj pol. Vem, brat, jaz tudi ne želim biti del tega. Slišam tvoje muske carstvo, top si, res, mislim, top si, res. Prosim te, da ne vpliva to na najino osebno, ti dela svojo službo, spoštujem. Jaz tudi ne maram maske. Nosim je sonsko, da moram imeti. Vem. Cepljen sem, prebolen sem. Isto, kot moja mama. Kdo bo moja družina preživel? Jaz sam. Noben drugi ne bo. Meni Janša no prišel meni lako, pa mi bo dal 1000 evrov, rekel je mazi položnico. Vem, kepca. Vem, stari. Vsakem čas. Vem. To bi te prosil, da ne delamo drame po to banko. Gremo ven se pogovarjati, ali tudi snemanje, pa 5 drugih poslovalnice. Ne, glih, to je napaka. Jaz grem lahko v drugo poslovalnico. Poslovodkina, ki je šefica, poslovodkina te banke, ne bo. Poslovodkina, ki je šefica, In vsi zaposleni, ki so podrejeni, ne bojo odpravljati. nič hudega, ampak jaz še zmeri zahtevam od njih samo, da upravlja. Upozorilo.
ustna odredba, ali boste zapustili to varovano območje? Gospod varnostnik, kot vi, ki upravljate svoje delo, Hoče, da dobite kazen s strani policista zaradi neupoštevanja varnostnih navodil. Tukaj se ne več ne gre zaradi maske, zaradi vsega tega. jaz res, Tukaj je zdaj nas neupoštevanje. ne, jaz želim vas upoštevati. Jaz želim vas upoštevati. Hvala. Prosim, če mi samo zrihta še ime in priimek kot poslovodkinje, pa grem ven. Samo to bi te zaprosil. Na policijski postaji Ljubljana Moste boste lahko Vam je tudi povedal, da prek sistemu. Ne, ampak nisem si zapomnil. dokoliko imate izkazal pravni interes. Redo? Pravni interes bom izkazal. Zdaj bom imel pa tak elan in voljo, da bom izkazal pravni interes. Ja. Lahko boste pravni interes izkazali in boste zaprosili za podatke na policijski postaji Ljubljana Moste, katere boste tudi dobili. Dobro. Mami, zahvalimo se Novi Ljubljanski banki, vem zakaj, za 40 let delovne dobe. Zahvalimo se za njihovo diskriminacijo. Hvala, mami prav, da gremo domov. Brez zamere, mnenja so različna, nič hudega, vsem tistim, ki ste, gremo ven, da ne delamo drame, vsem tistim, ki ste nesramni in tako naprej, jaz vam vse odpuščam. Gospa poslovodkinja, upam, da boste srečni in da boste, ne, ste, ker bi lahko. Pravila so pač. Pravila niso zakon, mama, hvala lepa. 40 let delovne dobe, 40 let klient Ljubljanske banke in zdaj vem, zakaj bo mama zamenjala banko. Hvala lepa. Držite se, gospa. Evo, to je to. In danes bova z mamo šla na glavno Ljubljansko banko, kjer bo dvigala svoj penzion in bova zamenjala banko, ker enostavno dovolj je tega sprenavedanja in tudi katerakoli druga banka bo tega zahtevala, pa mama ne bo imela banke. Ja, prav. Ja, od česa bo pa živela? Ja, od zraka. Od česa pa živijo mravlje? Od česa pa živijo čebele? Hvala lepa, držite se, jaz grem pa zdaj na en kulturen razgovor s gospodom policistom, s gospodom varnostnikom in pazite, ja, vsem je jasen, hišni red ni zakon, saj to je največja težava v temu. In trenutno je stvar taka, da smo ljudje, kateri smo pripravljeni riskirati svoje službe in vse, kar smo gradili 20 let, zato, da bi obdržal svobodo. In to je to. Imamo pa na drugi strani gospod poslovodkinjo, ki normalno ne bi rada ogrožala svoje službe, ampak bo zato pripravljena kršiti mamine ustavne človekove pravice. In to, dame in gospodje, to je narobe in to ni odgovornost in to ni solidarnost. Ponavljamo še enkrat, gre za dvolično solidarnost. Srečno Slovenija, držite se.